Živijo v novem vlogu. Mi s težkim srcem nadaljujemo pot proti Agadirju. S težkim srcem pa zato, ker bi res lahko tukaj ostali dlje časa, ker je res lepo, pa glih prava temperatura pa tako. Ampak se nam že mudi naprej. Ja, mogoče se vrnemo sem na poti nazaj proti severu, če ne bo še premrzlo takrat, ko se bomo vračali. Mudi se nam pa zato, ker zdaj je začetek tedna, do Agadirja imamo 2 dni vožnje, mislim, po najnem tempu 2 dni vožnje, in tam bo naročila, če se bo dal novo gumo, da bo imela isto, kakor so zdaj gor, rezervno, pa mogoče tudi čez klopko, če jo bo dobila, pa če bo slučajno pol za počakati kakšen dan, 2, da jo dostavijo do Agadirja, bi raje zdaj v sredini tedna prišla, da ne prideva v petek, pa pol najprej cel vikend čakava, pol še 2 dni, tako da zato zdaj hitimo malo. Danes imamo samo še 1 urico do Agadirja, tako da bomo že danes zdaj, ker zgodaj smo štartali in bomo že danes probali pri vulkanizerju naročiti gumo in v kakšni trgovini še sklopko, če se bo dal, tako da upamo, da bo šlo čim bolj gladko. Mogli bomo iti tudi še k veterinarju, ker bo treba šnovko cepati. Sicer ima cepljenje šele februarja, ampak takrat ne veva čist, kje bova, pa bi raje to tukaj še v Maroku zrihtala, kjer je še dosti evropsko vse skupaj. Dan je kar naporen, ampak tudi kar precej produktiven. Uspelo nam je zamenjati gumo, sicer nismo dobili čisto iste kakor imava, čeprav smo bila pri lastnem distributerju, ampak v bistvu pa je sploh ni te gume v Maroku, tako da se tudi na netu nikjer nismo našla, tako da smo se bolj z eno drugo zadovoljila, malo manjši indeks nosilnosti ima, kakor te najne trenutne, pa ni zimska, ampak je letna, tako da je res bolj za rezervo. Ampak ja, vsaj boljš nova guma, malo slabše kakovosti, kakor pa una najina, ki je bolj poflikana, ki ni nekaj zanesljiva. Potem so bila pa še v 4-5 trgovinah za avtodeli, da bi sklopko dobila, ampak je spet nisva dobila, sicer bi jo lahko jutri prevzela, ampak niti nisva čisto ziher, da je bila ta prava, zaradi tega, ker sta nama v 2 različnih trgovinah
za istega proizvajalca dali dve različni referenčni številki, se pravi dve različni sklopki, pa oba sta trdila, da je to ta prava sklopka, tako da ni glih za zaupati in so se odločila, da glede na to, da sicer ni nekih težav, da bova rajš to menjala, ko bo potrebno, ko pač, če tam na servisu bojo pač mogli ta pravo graditi, če bojo napačno naročili, bojo mogli pa drugo naročiti, da ne bi glih midva stran vrgla denarja. Ja, samo to, da še dodam, da imava mi drugač zimsko-letne gume, nimava samo zimske, da ne bo kdo mislil, da greva za zimskimi v Saharo. Ja, no, v glavnem, to je vse zelo dolgo trajalo danes, tako da sva pa šele popoldne šla še do veterinarja, ker je pač novko treba cepati, kakor sva rekla. V bistvu bi jo mogla šele februarja cepati za steklino, ampak ker nimamo pojma, kje bomo v februarja in pač ne veva, kakšni bojo tam veterinari, kjer bomo, smo se odločili, da prej to zrihtamo tukaj, kjer je še zelo evropsko vse skupaj in vejo, kaj pasoš napisati in tako naprej. Tako da nam je danes ratalo to zrihtati, no, veterinarka je bila zelo prijazna, opozorila nas je, da pač bomo zdaj naprej mogli novembra cepati in februarja, ampak ni nič komplicirala, znala angleško, tako da ja, je bilo po 20 minutah smo bili zunaj, štafka prestrašena, ampak je preživela še enega veterinarja. Včeraj smo potem parkirali na enem parkirišču nad peščeno plažo in moram reči, da sva kar pogrešala morje in sem bila kar vesela spet tega pogleda in zvokov in vonja in jutranjega sprehoda po plaži. Tudi štafka je zelo uživala, da je lahko spet lovila žogico v valovih in skakala po morju. Tako da ja, smo kar dobre volje. Ja, res je bilo fajn. Smo pa prespali na severni strani Agadirja, tako da zdaj smo obrnili nazaj proti jugu in bomo šli še enkrat čez mesto. Ustavili se bomo še v dveh malo večjih trgovinah. Sicer imamo zaloge hrane še kar velike, zaradi tega, ker smo bili na velikem nakupu pred Marakešem, se pravi nekaj časa nazaj. Ampak ja, to je verjetno zadnje tako evropsko mesto, če se lahko tako reče, pred verjetno Senegalom, tako da za Mauretanijo in Zahodno Saharo bi pa rada bila malo bolj založena z našimi dobrinami, kakor smo jih vajeni. Ja, nekih večjih trgovin več ne bo, tako da je treba zdaj veliko zalogo narediti. Včeraj smo se potem uspešno, kar konkretno založili s hrano, tako da zdaj smo res sigurno za en mesec ali pa še za več priskrbljeni, razen za kakšne sveže stvari, kakšno zelenjavo pa kaj, ampak ja, več ali manj imamo pa res kar velike zaloge zdaj. Smo se pa zelo malo včeraj pol snemali, oziroma smo zelo malo snemali, ker smo v bistvu šli samo čez mesto in pol na južni strani mesta spet takoj prespali, tako da ni bilo čisto nič zanimivega.
danes pa zdaj nadaljujemo pot naprej proti jugu. Ker nam bo kmalu zmanjkalo plina, ker smo ga pripeljali iz Evrope, sva danes kupila še maroško jeklenko in so bila res ful presenečena nad njihovo ceno. Pozitivno presenečena, ker je bilo 12 kg plina plus kavcija za jeklenko je bilo, mislim, da 11 evrov, od tega je plin 4 evre, ostalo je kavcija, tako da tisti del naj bi načeloma dobila tudi še nazaj. Zdaj, če ne bojo hotel sprejeti pa vrn denarja, se pa tudi ne bojo glih sekirala, ker je res toliko cenejš kot pri nas, da res sva kar težko verjela. Je pa tudi super, ker imajo Maročani isti navoj kot Francozi, Francozi imajo pa isti navoj kot Mino, tako da lahko nisva rabila nič nobenega regulatorja kupovati in sva res sem zamenjala jeklenko, tako da je bilo res simpel. Smo se pa potem pripeljali ob morje, tle je taka klifasta obala, ful zanimiva, res je lepo, no. Tako da smo šli pol na sprehod in opazili, da v bistvu ljudje živijo noter v teh klifih, imajo nekako izkopane jame. Enim bi se ljudje te smilili, midva sva bila čisto navdušena, pa že razmišljala, kako bi tudi midva v jami živela s takšnim pogledom. Tako da ja, zdaj premišljujeva da bi se iz kemperja v jamo preselila. Ja, pogled bi bil definitivno lep. Ja. No, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija.